Likovno društvo Paleta iz Slovenske Bistrice je ob svetovnem dnevu čebel v Grajskem parku za knjižnico pripravilo razstavo na temo Čebelici narave, ki so jo slovesno odprli že leta 2019 v galeriji Atems na gradu Štatenberg. Razstavo z naslovom Čebele naše življenje, ki zajema 20 likovnih del članov likovnega društva Paleta, gostov iz Ljubljane, Lukovice, Radelj ob Dravi in Maribora, ter 20 fotografij članov čebelarskih društev iz vse Slovenije, so si ogledali otroci slovenjebistriških vrtcev in osnovnih šol ter dijaki srednje šole. Na razstavi so sodelovali otroci iz osnovne šole Minke namestnik Sonje iz Slovenske Bistrice in slovenjebistriških vrtcev. Partnerji Partnerstva za Pohorje in ponudniki iz Pohorja so pripravili dvodnevno študijsko turo na Pohorje, kjer so predstavili raznoliko ponudbo celotnega območja. Več o namenu in programu študijske ture je povedala Klavdija Gornik, koordinatorica Partnerstva za Pohorje. V več kot dveletnem delovanju Partnerstva za Pohorje smo želeli zdaj po odprtju turizma predstaviti vse novosti, ki smo jih v tem času razvili, tako da se bo na študijski turi torej domačim medijem in pa turističnim agencijam predstavilo več kot 50 ponudnikov. Začnemo torej v Slovenski Bistrici, nadaljujemo na mariborskem delu na Belviju, kjer spoznamo Roskino očno pot in več kot 20 ponudnikov samo tistega območja širšega. Nadaljujemo na Koroško, v Ribnico na Pohorje, kjer se nam predstavi lokalna skupnost. Nato prenočimo na Kopah, kjer nas potem zjutraj čaka v okviru njihovega outdoor centra nekaj team buildinga in pa seveda predstavitev nadaljujemo z destinacijo Rogla Pohorje v centru Nordung in pa kasneje tudi na pot med krošnjami. Veseli nas odziv domačih medijev in turističnih agencij. Tukaj je z nami danes 20 različnih medijev, ki bodo razpršili to novico o novostih Partnerstva za Pohorje in pa destinacije Pohorje. Naša vizija je, da z takšnimi predstavitvami, se pravi, da mediji, da turistične agencije spoznajo naše ponudnike, da doživijo, se nam zdi ključno. Tako da to je prva v nizu naših predstavitev. Vsekakor nas čaka še predstavitev za tuje medije in pa seveda želja, da naredimo te študijske in pa strokovne ekskurzije večkrat. Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je ob dnevu knjižnice pripravila literarni večer z Markom Radmilovičem in Tonetom Vogrincem in predstavitev knjige Vsi me kličejo Tona. V 80 letih dolgem sprehodu po zgodbah svojega življenja legendarni Mariborčan bralce vodi z mojstrsko besedo Marka Radmiloviča in razkriva svoje skrivnosti. Jaz sem padel v en poklic, kjer nisem imel pomočnikov, nisem imel nobenega teoretično funkcionarji, predsednik Smučarske zveze Jugoslavije, ki sem ga glih 2krat na leto videl, predsednik Smučarske zveze Slovenije, ampak to so bili amaterski športni delavci. In jaz sem prevzel najprej žensko reprezentanco, potem žensko in moško skupaj leta 1974, potem naprej pa 10 let samo moško reprezentanco, ampak moja naloga ni bila samo trenersko delo, ker če bi jaz čakal finančna sredstva, ki bi jih mi odobrila Smučarska zveza Jugoslavije pa Smučarska zveza Slovenije, bi to bilo glih za 1/3 skromnega treninga. In na osnovi te 1/3 ne bi napravili nič. In zato je moja naloga tudi bila poiskati dodatne možnosti, da bi vse skupaj olajšali. Da bi kakšen dinar, kar smo dinarje, prišel še tako drugod, pa da bi nam kdo, kaj sem posodil, kakšen avto, da bi se prijavili, ker takrat je bilo, ko sem sam bil kot tekmovalec, mi smo recimo šli v Val d'Isère ali pa v Červinjo na trening, to potovanje trajalo 2 dni. Z vlakom. Avtobus iz Ljubljane do Trsta, čakaš 4 ure na neki vlak, ki te pripelje do Benetke, pa prestopiti, pa do Milana, pa proti Torinu, pa Šatiljon, pa Červinja ali pa skozi, vraga, tako še ni bilo tunela. Ni šel Frežine. Ni bilo tunela, ne. Samo vlak je šel, avto ni šel, vlak je šel. V Franciji je to bilo grozno. Naša velika želja je bila kombi, da imeli mi kombi, ne. In zato sem začel razmišljati o tem, kako bi jaz do tega kombija prišel. Ne, da bi se sam vozil, ampak tudi, kako je bilo v tistih časih, biti motoriziran, ne. Jaz sem bil redkih v Mariboru kot študent, ne, ampak sem pa bil
v poletnem času vedno zelo angažiran. Jaz sem bil v Zavodu za zdravstveno varstvo, sem podgane ubijal, potem sem bil na mejnem prehodu v Šentilju, sem bil nočni dežurni v menjalnici. Tako sem si vedno neki denar zaslužil, starši mi niso mogli dati, ker niso imeli te možnosti. In med prvimi sem jaz imel Vespo v Mariboru. Ne novo, ampak Vespa, až frajer. Sem se vozil po mestu okoli, takrat ni bo čelat nič, ne. Gledal, če me kdo vidi, ne. Ne, potem, kaj bi dal, da bi dobil avto? In takrat je bil zakon jugoslovanski, da je iz Nemčije prepovedano uvažati osebne avtomobile, to je bilo dalj časa, ne, prepovedano, razen za gastarbajtere, ki so bili, kaj sem koliko časa v Nemčiji, pa ko so prišli v Jugoslavijo nazaj, so plačali carino, pa lahko sploh vozili, ne. In potem pa se je pojavila, nekaj sem to zvedel, možnost, da pa kamion pa lahko voziš iz Nemčije. Ali kombi, gospodarsko vozilo. To je kamion. Ne. Ker je očitno bilo generalno v Jugoslavijo, ki se je takrat novo gradile in vse skupaj, pomanjkanje teh prevoznih sredstev. In kdo mi to prišepnil ali kak, da je kamion tudi kombi brez šip. In osebni avto, takrat so bili Opel Karavan, to so bile moje sanje, ki ob strani nima šip. Se pravi, to je dostavno tovorno vozilo. In tega se lahko vozil. Nekaj gremo v Nemčijo. Ampak zdaj pridi v Nemčijo. Najprej v Zagreb. Najprej se mora imeti jugoslovansko vizo. Na občini Maribor, da sploh gre čez mejo. V Zagreb smo hodili zato, ker bi moral imeti za nemško vizo, če hočeš v Nemčijo, praktično nemogoče dobiti. V Zagrebu je bila pa še švedska ambasada in smo tja rekli, da nam naj dajo, oziroma obratno, na nemški konzulat, da gremo na Švedsko. Švedsko vizo smo dobili, da so nam dali tranzit preko Nemčije. Se pravi, bila velika komplikacija priti v Nemčijo. In tam, kaj bi to skrajšal, Ni dolga zgodba, je to da. Šli smo pa gor trije. Branko Lebe, moj sotekmovalec iz Brnika, Lojzek Lebe, njegov brat, sotekmovalec iz Brnika in jaz. Lojzek Lebe je imel fičeta, ti trije smo se nabasali in Branko Lebe je imel željo kupiti pravi kamion, Deutza 4500, ker je hotel biti prevoznik. In smo se zapravili pred Gradca, tam je imela Lebeta enega sorodnika in je posodil neki denar, jaz sem pa prodal Vespo in sem imel točno 1500 mark. In smo se peljali v Študgart. Tam smo našli enega gastarbajterja, tu Silvo Žviže je bil, se imenoval, tam nas je vzel na stanovanje in smo začeli po onih avtohendlerjih iskati varianto. In to je bil kombi, ki je začel voziti rokometaše moje poleti, mojo ekipo, ko sem imel šipe noter, ko so bili samo madraci zdaj da noter, nič drugega. In potem smučanje, in to je tudi na nek način odprlo še dodatno vrata reprezentance. Da sem jaz bil po kvaliteti v Jugoslaviji, to so bila od 60 do 66, takrat nekje, po kvaliteti od 3. do 5. mesta. Tu nekje je bila moja prva dva sta bila boljša od mene, pa sem jih premagal samo, če je kdo od njih padel. Pa tretji pa sem bil park, pa sem tudi imam neke medalje, bronaste z državnih prvenstev, bil sem slovenski prvak, recimo, ne, z istimi, ampak nisem bil jugoslovanski. In zdaj je bilo vedno vprašanje, Jugoslavija je imela kvoto, da 4 lahko tekmujejo na mednarodnih tekmah. Da pa kdo bo ta 4? Ne? A bom jaz, a bo en klinar z Jesenice, a bo ta drugi klinar, ne? Ampak jaz ne znam kombi. Trener Magušar, ni bilo nobenega. To naj 4. On je tako vedel, ali gremo s kombijem, ali se pa 2 dni z vlakom vozili do Valjezera. In to mi je odprlo vrata in najbolj pomembno je bilo tisti trening v Červini v mesecu decembru. Ker če si tam bil med temi 4 so bili, pa 2 ali 3 punce, pa trener Jaka Magušar. Pa na vrhu gor, taki haufan smoči, tisti žaklov. In če si bil tam na treningu prisoten v Červini, ko si nazaj prišel, si od onega 5., ki je doma ostal, taki skok napravo, da te dokol zime ni mogel jeti. To je bila blazna prednost, ker tam so mi oreh nasmučali, 10 dni treninga po najboljšimi pogoji. Oni so pa doma gledali, niti televizije nismo imeli, ampak laufali so kondicijo. Tako da mi je to ogromno pomagalo in ta iznajdljivost. Ampak kasneje so mi te izkušnje, pa ta pogajanja, pa
znanje jezikov ogromno pomagali, ne, da je reprezentanca začela trenirati pod podobnimi pogoji kot konkurenca. Ne, to je bilo še vse pred Križajevim naslovom evropskega mladinskega prvaka in to se že ponavljam parkrat, ko smo to knjigo izdali, ne, sem vsakemu napisal, tudi tekmovalcem svojim, pa tekmovalkam, pa prijateljem, 40 knjig sem dobil od založbe, ki so šle v trenutku, ne, in Križajev sem najmanj napisal, ne, vsem drugim cele tekste, ne, Križajev sem pa napisal, dragi Bojan, če ne bi bilo tebe, Vejca, ne bi bilo mene. Samo to. In to največ pove, ker je življenjska prekretnica je bila to, da je on to dosegel takrat, ker če on tega ne bi dosegel, ne bi smučarija napredovala, verjetno bi mene odpustili na smučarski zvezi, pa bi pol na koncu končal v tovarni avtomobilov, pa v stečaju tovarne, pa ne vem, kaj bi delal. Ne. Ljudska univerza Slovenska Bistrica je v okviru tedna vseživljenjskega učenja v sredo pripravila tradicionalno parado učenja. Več o pestrem dogajanju nam je povedala magistra Brigita Kruder, direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica. Parada učenja je eden tistih dni, ko se zjutraj zbudimo, pa si rečemo, vse bo šlo in ko je takole za nami, vsi zadovoljni ugotavljamo, kako je pravzaprav uspel še en dogodek, s katerim smo prikazali prednosti, možnosti in priložnosti za učenje v skupnosti. Namreč to je tisto pravo, najbolj učinkovito učenje. Raziskave kažejo, da ljudje ne grejo daleč, ko iščejo nova znanja in v tem trenutku se zavedamo, kako pomembno je, da je na Ljudski univerzi, pa tudi pri vseh ostalih izvajalcih, ki so se danes predstavili na paradi učenja, možnosti in priložnosti za kakovostna nova znanja več kot dovolj. Poudariti je potrebno še raznolikost. Učenje je namreč marsikaj, je pravzaprav vse življenje. Je vsak trenutek, ko ugotovimo, da nam nekaj ni prav, da nekaj ni dobro, da nekaj moramo opraviti in iščemo načine, kako to storiti najbolj učinkovito, najbolj hitro, najbolj tako, da smo potem zadovoljni. In ravno to razsežnost vseživljenjskega učenja želimo poudarjati z dogodki, kot je današnji. Namreč ni dovolj, da se učimo v šoli, da se učimo nove znanja, nove vsebine, da beremo knjige, pač pa zavedanje, da je tudi s tem, ko delamo na sebi, kot rečemo temu, ko skrbimo za osebnostno rast, ko se rekreiramo, ko se družimo z drugimi ljudmi, ko spostavljamo nove kontakte, ko pletemo naše socialne mreže. To je učenje, ki pravzaprav najbolj pomembno prispeva k zadovoljstvu človeka, vsakega. Današnja družba je pa itak taka. To, kar je bilo dobro včeraj, je danes morda že ne dovolj dobro, jutri prinaša neke izzive, ki se nam danes zdijo sploh še nepredstavljivi in prav odprtost, pripravljenost za vseživljenjsko učenje je ključna za to, da bomo tudi v prihodnjih dneh dobro in zadovoljno živeli. Letošnja parada je bila seveda, kot ste rekli, zelo raznolika, pestra. Kaj vse se je dogajalo? Gasilci so predstavili svojo opremo in pripomočke, s tem smo družili moči še v enem projektu in skupaj obeležujemo 150-letnico gasilskega društva oziroma delovanja gasilcev v Slovenski Bistrici. Agencija za varnost v cestnem prometu, veste, da imamo v naši hiši tudi že izpitni center od novega leta, postavila je poligon, na katerem smo se lahko preizkusili tudi, kako zelo so spremenjeni naši občutki in zaznave, kadar smo pod vplivom alkohola. Na letne tehnice so postavili poligone. Ljudska univerza je predstavila vse svoje razsežnosti, se pravi svetovanje, informiranje, učenje in podali smo tudi poudarek letošnjim 3 novim ambasadorjem učenja. Razglasili smo za ambasadorja učenja Roka Rutnika, mladega poklicnega gasilca, pa tudi strojnika, ki je zelo družbeno in angažiran v okolju, kjer živi in poučuje tudi na Ljudski univerzi. Potem je tu Boža Jamas, ki jo je poklicna pot vodila od tajniškega dela v javnem sektoru do samostojne podjetnice, kjer pravzaprav se zdaj ukvarja s čisto novimi stvarmi, z masažo, dojenčko, z jogo. Napisala je tudi knjigo o jogi za otroke. In kot zadnja, ampak ne zadnja po pomenu, je tukaj gospa Marija Košič, naša dolgoletna sodelavka. Smo se trudili prešteti, koliko udeleženk tečajev šivanja, ampak ni šlo. Zelo, zelo veliko, po 4-5 tečajev vsako leto. Šivanje je namreč tisto učenje, za katerega je največje povpraševanje na tem neformalnem področju že nekaj let. Potem pa je tu še knjižnica, ki obeležuje letos zanimive jubileje in se pravzaprav že ves teden predstavlja na Trgu Svobode, pa različni drugi ponudniki. Skratka, za vsakega se je našlo nekaj, če je obiskal Trg Svobode med 10. pa 13. uro.
V sredo je bil osrednji dogodek ob 20. obletnici delovanja društva Majolika. V Graslovem stolpu so odprli razstavo sedanjih in nekdanjih članov društva z naslovom Nova preteklost. Več o začetkih delovanja društva in o razstavi je povedala Ljubica Zgonec-Zorko, predsednica društva Majolika. Takrat si niti nismo upali razmišljati, pravzaprav se ni nihče niti ukvarjal s tem, da bi 20 let delovala neka zgodba, ki jo začenjaš. Ravno keramika je bila tisti izziv, ki nas je nekako nagovoril, da smo se združili v društvo, ker v Sloveniji ni bilo nobenih šol, nobenega rednega izobraževanja in tako smo se povezali v društvo, kjer smo si izmenjavali izkušnje, znanja in tudi lažje prišli do, bom rekla, tujih mentorjev. Tako da prvo društvo je bilo tako v Ljubljani in pol, ko smo se od tam razselili malo po različnih krajih Slovenije, je bila tudi nekje na meni domača naloga, da nekje tle povežem ljubitelje in evo, zdaj delamo 20 let, razširili smo se, keramika ali pa vsaka likovna zvrst rabi neke osnove in recimo slikarstvo, likovni izraz ima svoje zakonitosti v vseh materialih, s katerimi ustvarjaš, tako je pol tudi so se začeli slikarski tečaji, slikarska sekcija nastala in izziv novega časa je naša nesnovna kulturna dediščina in zavedanje o njenih vrednotah, ki se pa nekje zdaj izkazuje tudi v rokodelstvu, ki je vedno bolj oziroma je postalo kulturna dobrina in ne več samo gospodarski izdelek. Tako da naše društvo zdaj združuje 3 sekcije, keramično in lončarsko, potem slikarsko in pa rokodelsko sekcijo. Kako ste pripravili to razstavo sedanjih in nekdanjih članov društva in kakšen je njen koncept? Ja, rekli smo, da na razstavo so povabljeni vse članice in člani nekdanji tudi. Kot ste lahko slišali, nas je bilo v društvu 97 različnih članic in članov skozi teh 20 let in zelo sem vesela, da se jih je kar nekaj odzvalo in tudi razstavljajo na današnji razstavi, tako da je to en tak, bom rekla, miks teh stvari, ki smo jih skozi različne projekte v našem društvu delali in pa po izboru bivših članic in članov njihova predstavitev, kako se je vsak želel sam predstaviti. To je v tem prvem in drugem nadstropju razstavišča, v tretjem nadstropju je pa projektno delo našega društva, ki nosi tudi ta naziv razstave, kako smo že rekli, nova preteklost, kjer je bil izziv ta, kako smo mi, ki smo neka stvaritev, nek izdelek, sliko, karkoli si delal, kako jo vidiš zdaj po 20 letih. To je bil izziv, tako da to je pa ta projektna. Za koncema Jordan je pred 2 tednoma požar uničil stanovanjsko hišo tukaj v Ritvoznoju. Občina Slovenska Bistrica jima je zagotovila stanovanje v Slovenski Bistrici, trenutno bivata v stanovanjskem bloku, imata pa veliko željo, da bi to stanovanjsko hišo obnovila, zato bo kakršnakoli pomoč zelo dobrodošla. Jaz sem v glavnem, ali je to bila napaka ali ne, šel poročila gledati ob 1 opoldan na televizijo. In sem šel, je pa to na nasprotni strani hiše, sem se tudi vlegel. In po tistem pa, ker sem neko travo kosil od zunaj, pa to sem pač rekel, grem nadaljevati. Še vgasnil sem televizijo, torej pa meni še elektrika bila v tistem trenutku. Potem pa sem hotel iti ven, neko buko sem slišal. Pa ko sem vrata odprl, pa sem jih kar zaprl, nisem mogel
iti pri vratih ven, ne. Pol sem pa pobegnil čez okno, tam je neki oder od zadaj. To bi rekel, zdaj koliko je bila ura točno, ampak tam nekje 10-15 minut več ni moglo biti, ker tudi dnevnik ne traja toliko, ne, ker nisem. Vsekakor pa je tukaj civilna zaščita odigrala pomembno vlogo. Takoj so vam preskočili na pomoč tudi sosedi. Ja, oni so nam obljubili, tudi sosedje, oni so nam, civilna zaščita nam je tako že prenočišče obljubila, pa bližnji sosed, Bedjanič, je rekel, da lahko tudi pri njemu smemo in to smo koristili 3 noči in smo mu zelo tudi hvaležni, kot seveda. Potem smo še prosili civilno zaščito za šotor, da lahko neke stvari odlagamo in so spet bili zelo kooperativni, ne, v tej smeri. Z ženo sta tudi velika ljubitelja živali, žal je ena psička tudi poginila v tem požaru. To je najslabše, kar je, še lahko rečem, po rangu, ker smo jo imeli tudi najraje, če bi lahko rekel. In žal se ni rešila, ne vemo razloga, ne vemo, niti nismo trupelca našli. Še, ne? To je to. Kako je pa sedaj poskrbljeno za te ostale vaše živali? Zaenkrat še spimo tukaj, ne glede na to, da so nam dali stanovanje, ne? Ampak zaenkrat še take razmere, da vidimo, kaj bomo naredili, kako bomo za njih poskrbeli, nekaj bomo že naredili v tej smeri. Kakšna je trenutno situacija tukaj na pogorišču? Glejte, če grem kar zgore navzdol, sončna elektrarna, kuhinja, pohištvo, v eni sobi čisto, v eni še nekaj bilo ohranjenega, da smo še neko perilo rešili. Kopalnica, sploh ni sledu, niti ne vem, kje je pralni stroj, recimo, ne. Od spodaj pa tudi vse posmojeno, v spodnjem delu, ne, tudi bivalnem. Vsekakor pa imate željo, da bi ta objekt obnovili. Ja, vse, kaj pa nam drugo preostane, ne, da ga obnovimo. Tu smo doma, ne. Zato bo vsaka pomoč še kako dobrodošla. Mislim, največ upam, da bomo zmogli z podporo moralno tudi sami, jaz si želim. Kaj pravzaprav zdaj najbolj potrebujete? S čim so vam že pomagali, kaj pa bi še potrebovali? Za spanje imamo, jogije, posteljnino imamo, mizo pa stole dobimo, televizijo že tudi eno imamo, pralni stroj že tudi imamo, manjka pa nam v kuhinji kakšen element, štedilnik, korito, to je najbolj nujno. Vsi, ki želite pomagati zakoncema Jordan, lahko prispevate sredstva na račun Rdečega križa. Prostovoljni prispevki se zbirajo na transakcijskem računu, odprtem pri Rdečem križu Slovenije, območno združenje Slovenska Bistrica. TRR SI 56 0443 0000 0433 025, sklic SI 00 747 43228. Namen požar Jordan. Slovenska Bistrica je bila kljub deževnemu dnevu v soboto 28. maja v znamenju atletike. 22. mednarodni atletski miting, 20. memorialno tekmovanje Milana Stepišnika v metu kladiva in drugi memorial Marjana Štimca v suvanju krogle. Zadnjo soboto v mesecu maju je bilo kljub deževnemu vremenu v Slovenski Bistrici zanimivo na atletskem prazniku. Kajti neutrudni organizatorji iz atletskih vrst so že 22. organizirali mednarodni miting, na katerem je letos nastopilo 290 atletov in atletin, ki so prišli iz 11 držav. Pozornost je bila usmerjena tudi v obe spominski disciplini, 20. Stepišnikov memorial v metu kladiva in drugi memorial Marjana Štimca v suvanju krogle. Osrednja disciplina mitinga je bila seveda moški met diska, s Ptujčanom Kristjanom Čehom, ta trenutek enim najboljših atletov na svetu. Čeh je tudi tokrat potrdil svojo visoko kvaliteto pripravljenosti v novi sezoni in kljub težkim razmeram orodje najdlje zalučal do znamke 68 metrov in 19 centimetrov. Bil pa je tudi po točkovanju najboljši atlet tega mitinga. Ja, seveda, met je bil zelo dober, tudi razmere so bile kar dobre za moje pojme, ne prevroče, jaz nimam prevročega, tako je bilo fajn vreme,
Ampak ja, že pred tekmo sem bil zelo utrujen, noga so me bolele, tako da sem tudi kar sam presenečen s toliko vrgel. Tako da ja, pa tehnično je tudi kar dober met. Vsi meti so bolj kot ne čez 67 metrov, tako da tu si nimam kaj pridruževati. To je high level, tako da mi zelo dobro gre. Od najboljših slovenskih atletin je nastopila tudi Neja Filipič, ki tokrat ni tekmovala v svoji paradni disciplini troskoku, ampak samo v skoku v daljino. Danes sem se odločila za daljino, zato ker sem si lani v takem vremenu pri troskoku nabila peto in me je ta poškodba potem spremljala nekako skozi celo sezono in sem se pač naučila, da mogoče vseeno boljš malo z rezervo in sem se prijavila še na daljino, ker je vseeno manjša možnost pač za poškodbo. Ja, jaz sem z rezultatom zadovoljna, nekako 6,5 je bil moj cilj glede na današnje vreme. Seveda pa vsako leto rada prihajam v Bistrico, ker je tukaj vedno dobra atmosfera, ne glede na vreme. Dobro je sezono na prostem odprla tudi reprezentantka in to v skoku v višino Lija Apostolovski. V Slovenski Bistrici je preskočila 186 cm. Danes sem prišla na tekmo predvsem zato, da pač končno odprem sezono skakanja in da testiram za let, tako da rezultatsko mi je solidno, je pa pač dobra popotnica za naprej. Jaz vedno rada nastopim tukaj, zelo dobra atmosfera je, prijetno vzdušje je, pa tudi pogoji so dobri, čeprav danes nismo imeli največ sreče, ampak ja, to je že moje v bistvu 3. leto zapored, da sem odprla sezono tukaj, tako da ja, vedno rada vas obiščam. V memorialni disciplini suvanja krogle smo videli dvoboj dveh velikanov metalnega športa, Srba, Sinančeviča in Pezera iz Bosne in Hercegovine. Sinančevič je pokazal dobro dnevno formo in orodje zalučal v zadnji 6. seriji in to natanko centimeter manj od znamke 21 metrov. Veoma sem srečen, što sem ovde. Zelo sem srečen, ker sem danes zmagal. Prvič v Sloveniji na vašem mitingu. Prvo, da se zahvalim vašim gledalcem in organizatorjem, ko so v tako slabem vremenu uspeli izpeljati ta miting. Jaz sem v prejšnji sezoni dosegel zelo dobre rezultate. Za takšne pogoje danes, ko pada dež, se postavi zelo dober rezultat 20:99. Gremo naprej. Pripravljam se za svetovno in evropsko prvenstvo, ki bo letos. Idemo dalje, tek je faza priprema, spremam se za svetsko in evropsko prvenstvo ove godine. Stepišnikov memorial v metu kladiva je z odlično serijo metov dobil Hrvat Matija Gregorič, zmagovalna znamka pa 71 metrov in 48 centimetrov. Pa drago mi je, da sem... Vesel sem, da sem zmagal v memorialni disciplini v metu kladiva. 71 metrov je dober rezultat. Tudi za vnaprej, zelo sem vesel in vse bo dobro. V metu kladiva je potrebno omeniti še Jana Emberšiča. Dvakrat je presegal znamko novega državnega rekorda za starejše mladince, ki sedaj znaša 66 metrov in 89. Najboljši domači atlet Nino Celec je na mitingu dokazal, da je dobro pripravljen za novo sezono na prostem, o tem pa pričajo tudi njegovi uvodni rezultati. V zadnji 6. seriji je za last prestopil in to pri znamki 7 metrov in 62 centimetrov, kar je bil tudi njegov nov osebni rekord. Žal pa je na to z 7 metri in 41 centimetri zasedel drugo mesto. Glede na razmere, tako kot ste sami rekli, je ta rezultat super, čeprav v zadnji seriji tisti centimeter ni bil na moji strani, drugače mislim, da bi bil celo na prvem mestu, ampak ja, tako kot ste sami povedali, v deževni Bistrici, v mrzlem vremenu sem s to tekmo zelo zadovoljen. Tudi vzdušje je bilo perfektno, gledalci in to je to v bistvu, kar smo čakali. Gledalci so lahko uživali tudi v nastopih atletov in atletin, ki so tekmovali v tekaških disciplinah. Obeh najhitrejših sta zmage domov odnesla, pri članicah Kaja Debevec 12:01 in v konkurenci članov je bil najhitrejši Anej Čurin Prapotnik. Posebne zgodbe so se pisale tudi v teku na 300 metrov, to je v ženski kot tudi v moški konkurenci. Pa tudi nizke ovire na stezi niso bile prevelika ovira do ciljne črte za atlete in atletinje. Z izvedbo mitinga so lahko zadovoljni vsi tisti, ki so karkoli pripomogli, da se kljub muhastemu vremenu dogodek tako uspešno spravili pod streho v svoji 22. izvedbi. Imeli smo že zjutraj ogromno dela z
z vodo, ki je dejansko prekrila celo stezo in smo dejansko morali vse to ročno odstraniti, tako da smo lovili te zadnje minute pred tekmovanjem, da se je steza posušila do te mere, da je lahko tekmovanje normalno potekalo. Bilo je zelo hladno, tako da tudi tekmovalci niso imeli najboljše razmere za doseganje rezultatov, ampak na koncu vseeno se je videlo, da so prišli vsi z pravo energijo na tekmo in kar nekaj odličnih vrhunskih svetovnih rezultatov je bilo doseženih, tako da sem na koncu koncev, če dam oceno, res zelo, zelo zadovoljen z tekmovanjem. Še beseda dve o domačih dosežkih. Ja, Bistričani so tudi dosegli svoje dobre rezultate, nekateri mogoče malo manj, kot so sami pričakovali, ampak če potegnem črto, Nino Celec v svoje drugo mesto, malo mu je zmanjkalo celo do zmage, potem Klemen Španring tudi drugi na teku 3000 metrov. Gala malo ponesrečen tek imela, ampak za njo ni straha, vemo, da ona stopnjuje skozi sezono svoje rezultate. Nekaterim je malo ponagajalo vreme, tako da se niso najbolj znašli, ampak vseeno lahko rečem, da je to res ena lepa popotnica za nadaljevanje sezone, ker vemo, sezona se šele začela in v letošnjem nadaljevanju sezone lahko tudi od Bistričanov pričakujemo zelo veliko. Nogometaši Keti Emi Bistrice so v 26. krogu, to je zadnjem krogu 3. državne nogometne lige Vzhod, doma nepričakovano izgubili z ekipo iz Cirkulan. 2:1 je bil na koncu poraz Bistričanov, vendar Bistričani se veselijo nove sezone, kajti igrali bodo med drugoligaši. Nogometaši Keti Emi Bistrice so se od svojih navijačev in tretje ligaške konkurence poslovili s porazom. V zadnji tekmi prvenstva so iz 2:1 na domačem igrišču premagali nogometaši Cirkulan. Ti so za vodstvo zadeli že v 3. minuti, ko je v polno zadev Sven Golub. Po tem uvodnem šoku so domači napadli z vseh strani in nanizali kar nekaj priložnosti za izenačenje. Na odmor se je odšlo z minimalnim vodstvom gostujoče ekipe. Ko so vsi na stadionu pričakovali izenačenje, pa je ponovno udaril realizatorsko razpoloženi Sven Golub in drugič, in to v 68. minuti, premagal Dabanovića. Poraz domače ekipe je v 71. minuti omilil Vozgo, ki je minuto predtem stopil v igro. Polne tribune v športnem parku v Slovenski Bistrici so potrdile, da si Bistričani želijo gledati drugoligaški nogomet. Če je prav to dokaz privrženosti nogometu, potem se za obisk v višjem rangu tekmovanja ni zabati. Nogometaši iz mesta Aluminija so si sami v zadnjem krogu s porazom 2:1 proti neugodnim Cirkulanom res malo zagrenili veseljačenje in to po zadnjem sodnikovem žvižgu med tretje ligaši. Visoko dvignjen pokal za prvo mesto jim je dal potrditev, da so sedaj, že v minuli sezoni, storili prav vse, tako kot so načrtovali. In to vsi, ki so v klubu imeli bilo kakšno zadolžitev. Na koncu je to uspeh kluba, v prvi vrsti samih igralcev in vodstva kluba na čelu s Stroko. Ja, glede na današnjo tekmo malo slabši, zato ker smo izgubili tekmo, ko smo si zelo želeli zmagati, ampak mislim, da bomo malo to prespali oziroma moče čez ene pol ure bo vse malo boljše. Občutki so fenomenalni, že tako po tekmi za šampionom. Zdaj smo imeli nekaj časa in všeč mi je, da se je zbralo toliko ljudi danes v Bistrici, kljub vremenu, kljub vsemu. Škoda, da jih nismo mogli nagraditi tega za zmago, ampak glavno, da je pokal tukaj. Ampak ok, če pogledamo skozi celotno sezono nazaj, kvalitetna sezona, res vrhunsko odigrane tekme. Bilo je nekaj padcev, ampak pomembno je, da smo se po teh padcih tudi uspešno pobrali. Tada res zasluženo, mislim, da smo letos zasluženo prvaki. Bilo je dosti vzponov, zdaj na koncu smo malo padli v formi, ampak na koncu smo na začetku prvenstva smo toliko nadoknadili oziroma si naredili tako razliko, da smo lahko mirno šli vsako tekmo naprej. Bil je neki pritisk, ampak mislim, da smo to odigrali vseeno na naš najboljši način in pač želeli tudi danes zmagati, ampak žal ni šlo. Jaz mislim, da smo dobili tretjo ligo čisto zasluženo, kljub temu, da smo spomladanski del odigrali malo slabše, ampak mislim, da smo tudi spomladi pokazali, da si prvaka pač zaslužimo. Ja, svaka čast vsem navijačem, da so prišli v takem številu. Čestital bi tudi Atemsu, ki so nas v bistvu skozi celo sezono
bodrili tudi takrat, ko je bilo najtežje in da v bistvu nas nikoli niso zapustili. Skozi celotno sezono pa smo vseeno pokazali, da si zaslužimo drugo ligo in zasluženo naslednjo sezono gremo v drugo ligo. Veselje je nepopisno, saj vidite sami. Pa čeprav smo danes izgubili, to pri nas ne predstavlja nekega problema, ampak bi bilo seveda slajše, če bi Pred bistriškimi žogobrcarji je torej kratko vroče poletje, v katerem bo potrebno trdo trenirati ter se pripraviti, da bodo fantje izpod Pohorja čim dražje prodali svojo kožo med drugoligaši in izpolnili svoja pričakovanja. Ja, cilj je vsekakor zgornja lestvica, zgornji del lestvice, zgornja polovica. Upam, da bomo se primerno ukrepili in da tudi te cilje naslednje sezoni dosežemo. Ja, seveda so pričakovanja, da v drugi ligi da bomo konkurenčni in da bomo v bistvu ostali. Pričakovanja so, da napadamo prvo je obstoj, ampak jaz mislim, da kar visoka mesta, da imamo ekipo dobro, kvalitetno, tako da jaz mislim, da ni nobenega problema s tem. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek pripravili pogovorni večer za Aljošo Bagolo. Najbolj nagrajevani slovenski oglaševalski kreativec na domačih in svetovnih oglaševalskih festivalih je obiskovalcem povedal marsikaj zanimivega o svoji izkušnji izgorelosti. Slovenci zelo radi na dopustu motimo nekoga drugega. Ne? Se pravi, ko je on na dopustu, ali pa pravzaprav že mi napovemo, ja, saj grem na dopust, ampak bom dosegljiv. Ne? Mislim, kakšna traparija je pa to. Ne? Ali pa pač, ne vem, ko sem še bil v podjetju in tam, ne vem, se stankujemo na upravah največjih podjetij v Sloveniji, ne, in tam pač rečejo, ja, sej, jaz bom dosegljiva, itak imam računalnik, pa veš, pol sem na plaži malo, pa tipkam, pa gledam, da se otrok ne utopi, in ti kar pošli, ti kar poklič, tak, o moj bog, ne, pravzaprav, kako smo neprizanesljivi do sebe in en do drugega, ne. In zato je pravzaprav potem, ko gledam za nazaj, bilo ene par let, kjer sem veliko godrnjal, kjer sem jamral in si predvsem prigovarjal tudi to slovensko klasično, ja, življenje je težko. Življenje je težko, stisni, življenje ni potica. Ne? To so nam lepo podtaknili pravzaprav to misel. Seveda življenje ni preprosto, ne? Življenje ni lahko, ampak to ne pomeni, da ne sme biti fajn, nagrajujoče, izpolnjujoče ali pravzaprav nekaj, kjer se naučimo živeti tako, da smo večinoma v redu. Ne? In mi pravzaprav nenehno, tudi zaradi zgodovinske pogojenosti, pričakujemo, da bo bič počil in da se nam bo na hrbtu koža razpočila in rekli si bomo, to smo si res zaslužili, ne? Ker nismo bili pridni, ubogljivi in tako dalje. In tako pravzaprav tudi ta fosilni ostanek zgodovine tlačanstva, ta psihološki ostanek pravzaprav pomeni, da si ne dovolimo pravočasno postavljati meja, da si ne dovolimo zdravo poskrbeti zase in nam to na eni točki spodnese tla pod nogami. In seveda imamo v telo že prednaložene programe za, ne vem, samoohranitvene ukrepe in telo ve, kdaj pravzaprav je na točki, ko zahteva okrevanje ali pa neke vrste polnjenje baterij, ne? Ampak pač mi ne poslušamo. Ne? In gremo toliko krat čez sebe, ne? Da pravzaprav moramo doživeti nekaj resnega, da začnemo te stvari spreminjati na bolje. V športnem parku v Slovenski Bistrici se bo kmalu začela izgradnja plezalnega centra. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, in Igor Hvastja, direktor podjetja Makro 5 iz Kopra, sta namreč podpisala pogodbo o izgradnji plezalnega centra. Mi smo na nek način sredi investicijskega cikla v športne objekte. Zdaj športno dvorano, ki je že stara skoraj 40 let, obnavljamo, je v zaključni fazi. Sočasno s tem je bilo potrebno poskrbeti tudi za alpiniste, zato ker niso več mogli biti umeščeni znotraj te športne dvorane, smo morali poiskati dodatno drugo lokacijo in tako je nastala tudi ta ideja o plezalnem centru, za katerega smo danes podpisali tudi pogodbo o izvedbi in bi naj bil končan v roku leto dni.
Posebej sem vesel, ker smo in za en in za drugi projekt pridobili tudi dodatna sredstva iz resornega oziroma pristojnega ministrstva, za samo športno dvorano slabe milijon in pa za plezalni center od 4,8 milijona, koliko je vrednost investicije, skoraj 50%. Objekt kot objekt je pač montažna gradnja, kjer ni nekih bistvenih posebnosti. Posebnost je sama plezalna stena, ki mora pač biti prilagojena najvišjim tekmovanjem in je zato potem imamo pač podizvajalca, ki je za to usposobljen in ki je to že delal. To se pravi, sama plezalna stena, te 17 metrov, je tista, ki je v tem projektu nekaj posebnega. Glejte, zdaj, če si nekako življenje namenil temu športu, oziroma jaz temu pravim pač načinu življenja, se to zgodi enkrat v tvojem življenjskem ciklu, če se sploh zgodi, ne. Tako da je to res, bom rekel, poseben dan za vse naše ljubitelje tega športa in res vrhunsko, no. Zato smo se ogromno trudili, bom rekel, imamo pa tudi srečo, no, da so nam na občini prisluhnili, da razumejo naše potrebe, predvsem gospod Ivan Žagar, po drugi strani je pa tudi res, da smo zelo veliko v preteklih letih ali pa desetletjih pokazali, na kakem nivoju je ta šport v sami občini in da skrbimo, bom rekel, kar regijsko za razvoj tega športa. Sam objekt plezalni center, ne, to bo eden boljših, bom rekel, v regiji, smo pa tudi s tem šli v to izgradnjo, ne, ker pač sami ciljamo, bom rekel, na tekme svetovnega pokala, ki jih pač v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenijo želimo pripeljati sem v Slovensko Bistrico. Tu se pogovarjamo, bom rekel, na začetku v nekem mladinskem svetovnem pokalu, potem pa tudi izciljamo na članskega, ne. Skupaj seveda z Krovno zvezo, ne. Zraven tega pa bo projekt namenjen tudi, bom rekel, rekreacijskim športom. Zdaj morate to razumeti, da to je spet ena specifika, ne. To center si morate predstavljati tako, kot da gre se družina kopat, ne. Ker to je dejansko cela družina gre še športno, bom rekel, živeti, ne. In tako tudi mi to planiramo in tako se tudi kaže drugod po trendih po Evropi, da se pač tako udeležujejo, ne. Zaradi tega bo center tudi, bom rekel, rekreativno naravnan, ne.